Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ali veste, kaj je nova Akropola? Kaj je stara Akropola? Vemo bolj ali manj vsi še iz šolskih klopi, če smo kasneje morda se s tem nismo več ukvarjali. Nova Akropola pa je filozofsko in kulturno društvo, ki deluje v Ljubljani. Imajo predavanja iz filozofije in psihologije vzhoda in zahoda. To pomeni, vso starodavno modrost lahko dobimo, če obiščemo ta predavanja, tako rekoč na dosegu roke. Z nami je Stjepan Palajsa, ki je predsednik društva Nova Akropola, istočasno pa tudi vodi zelo veliko predavanj, predvsem tista, ki so bolj usmerjena morda na to duhovno področje. Pozdravljeni, Stjepan. Dober dan, pozdravljeni. No, naj povem po pravici, da obiskujem ta vaša predavanja zdaj že kar 3., 4. leto, pa nikoli ni dolg čas. Seveda se midva danes ne bova pogovarjala o tistih predavanjih, ki jih imamo potem člani, ko postanemo člani tega društva, ampak predvsem o teh predavanjih, ki so odprta za širšo javnost. In to je ravno to, ta ciklus predavanj filozofija in psihologija vzhoda in zahoda. Kje se je pravzaprav porodila, Stjepan, ta ideja o Novi Akropoli, o tem, da pravzaprav prenaša ta starodavna znanja v današnji čas? Pravzaprav Nova Akropola se je začela pred 56 leti v Argentini. Ustanovil je profesor Jorge Angel Livraga in potem se je razširila po celem svetu. Danes je več kot 50 državah. Glejte, pravzaprav ni važno, kje se je rodila Akropola, važna je potreba po filozofiji oziroma po odgovorih. Ker mi danes živimo v stresnem svetu. Živimo v nestabilnem svetu. Mislimo, da danes imamo napredek, da smo napredni, ker imamo veliko stvari, imamo veliko objektov, s katerimi se ukvarjamo, kot da bo nam to olajšalo življenje, ampak bistvena vprašanja so ostala enaka. Danes smo še bolj negotovi vase. Imamo psiha, ki je nekako na šibkih nogah in trepeta. Ne znajdemo se v tem svetu. Drvi naprej. Svet drvi hitreje, kot mu lahko sledimo. Lahko sledimo in skozi ga pravimo dohitevati, skozi smo izčrpani, lovimo dah, enostavno probamo videti, kaj je na koncu te naše poti, kaj je. Nimamo časa za premislek. Mislimo, da veliko knjig, da nam poda modrost, da nam poda odgovore pravzaprav. Ampak štejejo edino tisti odgovori, do katerih smo prišli, katere smo spoznali in potrdili skozi svoje življenje. In zaradi tega je ta ciklus predavanj, psihologija in filozofija vzhoda in zahoda, nekako da nam da smernice, da nam da ene oporišne točke, oziroma kam naj gremo. Zaradi česa? Ker so se skozi zgodovino pokazale kot stabilne, dobre, trdne, na katere se človek lahko oslanja. Ker se nanaša na človekovo notranjost, ne na zunanjost. Danes se ukvarjamo pravzaprav z zunanjim svetom. Nimamo časa več posvetiti 5 minut na dan, 10 minut na dan svojim vprašanjem, bistvenim vprašanjem. Ni važno, ali mi avto gre ali pa ne. Bom ga dal popraviti mehaniku, ampak je vprašanje, ali moje misli pravilno tečejo, ali moja čustva so na svojem mestu, ali je skladi harmonija v moji družini, med otroci, med mojimi starši, med možem in med ženo. To so vprašanja, katerim se moram posvetiti. Ne samo, ko pride problem, ko se pojavi problem, ampak že prej se pripraviti. Jaz moram vedeti, kaj sem, kaj je moj otrok, kaj mu naj dam, in zaradi tega moramo nekako in se usmerjamo na odgovore teh ljudi, velikih skozi zgodovino, ki so razmišljali o tem, ki so se poglabljali in probali podati osnovne smernice ljudem okoli sebe. Mi so ljudje izredne resnicoljubnosti, izredne moči, izredne sposobnosti moči introspekcije, izredne nekako plemenitosti, in pravzaprav so živeli, da bi to predanje, da bi to predali naprej, da bi to modrost, svojo enostavno življenjsko modrost predali naprej.
In zaradi tega pravzaprav ta primerjalni ciklus različnih sistemov vzhoda in zahoda. Ne, da se vrnemo v preteklost. Poglejte, kajti včasih smo razmišljali morda, da so bolj poduhovljeni na vzhodu, da pravzaprav odgovore na tista bistvena vprašanja, kdo smo, odkot prihajamo, kam gremo, ali je življenje po smrti, ali lahko najdemo svoj notranji mir, če se trudimo za to, in podobne stvari, ki nas pravzaprav begajo od jutra do večera. Pa vendar, ravno vi na nek način dokazujete, da je tudi Zahod imel neko svojo pravo pot. Veste, ko se več ne zaupa lastnim sistemom, potem se išče tam, kjer se zdi malo bolj atraktivno. Ampak enako Zahod ima enako dobre sisteme, metode kot Vzhod. Ker človeško bitje je povsod enako. Rodili smo se v enih okoliščinah, v eni družbi, v eni religiji, enem pogledu na svet, ampak v ozadju je človek, ki pravzaprav, za katerega ni važno, kje se rodil. Ni važno, katerega je spola, katerega je socialnega stana, položaja enostavno. Vedno so okoliščine. Nam so, tudi če bi imeli izredno dobre okoliščine, ampak kako se mi postavljamo v odnosu na to. Lahko smo revni, pa smo v življenju veseli, zadovoljimo se z majhnim. Lahko smo pa bogati, pa se ne zadovoljimo z ničem. Ni važno, ali smo moški ali pa ženski. Moški ima svoje težave in svoje velike dosege, svoje moči, enako kot ženska. Kako pravi Platon, duša ne pozna spola. Duša ni ne moški, ne ženska, je bitje, ki je v telesu, ki hoče spoznavati, ki hoče ljubiti, ki hoče odkrivati ta svet in ki hoče živeti svoje življenje. Po svoji volji, imeti svojo identiteto, kateri sledi. Ja, poglejte, pravzaprav ta uvodni ciklus ima 14 predavanj, če se ne motim. In vse skupaj je pravzaprav na nek način neka skrajšana oblika tega svetovnega razvoja. Lahko tako rečeva? Da človek dobi nek pogled, pravzaprav kako smo se tudi razvijali kot ljudje z veliko začetnico. Z ene strani jaz bi se izognil besedi razvijali, zaradi tega, ker to pomeni, da smo šli od ene točke do druge, od ene primitivne do bolj razvite točke. Mi danes nismo bolj razviti, kot so nekoč bili Grki, Egipčani, stari Indijci. Mi imamo bolj razvito tehnologijo, znanost, ki opisuje zunanji svet. Ampak smo pozabili na notranji svet. Lahko bi rekli, da smo dobili na eno stran, ampak na drugi smo ogromno izgubili. Pravzaprav smo izgubili bistvo. Izgubili smo sebe, izgubili smo človeka zraven nas, našega soseda, našega bližnjega, družine razpadajo, odnosi, komunikacija skoraj da ne obstaja. Ena normalna človeška komunikacija, globoka komunikacija med ljudmi. Vse to smo izgubili, enostavnost življenja, najti srečo v majhnih stvareh. Ne rabimo veliko stvari, ampak rabimo tiste, ki jih imamo. Stvari ali odnose, da jih poglobimo, da nam nekaj pomenijo. Ljudi okoli nas, da niso samo objekti, ampak bitja, ki imajo enako težave, bitja, ki iščejo ljubezen, iščejo nekaj, s čim bi izpolnili svoje življenje. Enostavno, in to so dala ta starodavna učenja. Mi danes nismo napredovali. Mi mislimo, da smo veliko bolj uspešni, kot so bili ljudje nekoč. Ne, samo bolj smo zaprti v svoj lasten sistem. Imamo več stvari in to nam da iluzijo, da smo napredovali. Bili smo na Luni, a pravzaprav nismo bili v človeškem srcu. V svojih mislih nismo. Ne vemo, kaj bi tam počeli. Tam je puščava, ne znajdemo se. Potrebno je obnoviti to notranje življenje. Vzeti si čas. Ne dovoliti, da nam okupira zavest moderna tehnologija. Da, moderna tehnologija je koristna, ampak koristna je, če smo mi njej gospodari, ne, če je ona gospodar naše zavesti. Da. In to je tudi nekako stališče
ker včasih rečejo, da govorite o tem, da proti denarju. Ne govorimo proti denarju, ne, ampak človek mora biti gospodar denarja. Ne tehnologija, izredno koristna, ampak biti gospodar tehnologiji. Naši otroci bojo zgubili sebe, če jih prevzame, če jih požre ta tehnologija. Mi moramo vedeti, ker že stari so govorili, da tehnologija, vsaka stvar ustvarja odvisnost. Če imamo en tehničen pripomoček, z ene strani je koristen, ampak ustvarja vedno eno vrste odvisnosti. Da. Tako da najti eno razmerje med enim in drugim. In zaradi tega so ta starodavna učenja izredno koristna za današnji čas. Drugače ne bi imelo niti smisla, da se ukvarjamo s tem, če ne bi bila koristna. No, tule v tem vašem zelo ličnem prospektu piše, da je ciklus sestavljen iz 12 predavanj, ki potekajo enkrat tedensko in trajajo 2 šolski uri. Česa vsega se lotite? Kaj vse obravnavate v teh predavanjih? Oziroma morda tisto, kar bi za začetek še raje takoj slišala. Komu je to namenjeno? Ali so tu kakšne omejitve, naj si bodo, ali svetovno-nazorske, ali starostne, ali izobrazbene? Pravzaprav omejitev ni, zaradi tega, ker probamo ta učenja, poskušamo jih prikazati na čim bolj enostaven način, ampak to ne pomeni, da izgubijo na svoji globini, svoji pomembnosti. Tako da starostno ni omejeno, ni omejitev, enostavno je tudi za razumeti, ne potrebujemo intelektualne izobrazbe velike, da bi razumeli, ker ti starodavni učitelji, modreci so se govorili so in se pogovarjali z navadnimi ljudmi. Niso govorili filozofom. Filozofiranje je nastalo kasneje. Eno je filozofija, iskreno iskanje modrosti, ljubezen do modrosti, a drugo je filozofiranje. Premetavanje besed, igračkanje z besedami. Moraš uporabljati čim več nerazumljivih besed, da bi bil pameten. To ni filozofija. To. Tako da je namenjena vsem. Enostavno, tisti, ki ima željo po spoznanju enega učenja, enega Bude. Kako ga lahko primerjamo s Platonom? Ali pa z Jezusom, ne nazadnje, ne? Ali nazadnje z Jezusom, ker vsi nekako temelji njihovih učenj so zelo podobne. Ne govorijo o zunanjemu človeku, govorijo o notranjemu človeku, o naši psihi, o našemu duhu. Kako prepoznati našo psiho, kaj z njo in kaj so te duhovne vrednote. Mi pogosto ne ločimo tega in je zelo enostavno. Platonove in Budine duhovne vrednote se ujemajo. Tisto, kar sem govoril, imamo, da živimo po svoji volji, svoje življenje, imamo lastno identiteto, integriteto, moramo graditi. Drugo, plemenitost, ki nekako je značilna za vsa ta učenja. Plemenitost in dobrota je izraz ene ljubezni do človeštva, do ljudi, do cele narave. Nujnost potem, da se spoznava, odkriva svet, da vemo, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je resnica, kaj je laž. Moramo se naučiti tega. Moramo se naučiti enostavno, kaj je naša psiha. Imamo čustva, ampak kaj s čustvi? Kdo nam govori v šoli, definira, pove? In če bi vedeli, kaj so čustva, ampak kaj z njimi? Ker vemo, kako divjajo, kako nihajo, gor pa dol. Kaj z njimi? Enostavno, ta učenja nam govorijo, dajo nasvete. Čustva moraš prepoznati, ampak jih tudi kontrolirati, da jih lahko izbiraš. Da lahko z eno samodisciplino pridem do bolj kvalitetnih čustev, da jih lahko izbiram in kreiram sam svoje življenje. Enako je z misli. In to pravzaprav tiste stvari, tega se ne učimo v šoli. Šolski sistem nam ne pove veliko, razen enih splošnih definicij. Da se naučimo razlikovati med strastjo in ljubeznijo, zaljubljenostjo in ljubeznijo.
Da se naučimo spoštovati druge ljudi, da vemo, kako nas uči Platon, da če človek nima dolžnosti do sebe in do drugih, da se ne gradi kot človeško bitje. Dolžnost je nekaj, kar je danes tema, ki ni preveč popularna. Skoraj pozabljeno, ne? Govorimo večinoma samo o pravicah. O pravicah, ampak o svojih dolžnostih, ker je dolžnost graditi človeka, ne pravice. Pravice moramo imeti. Kot človeška bitja moramo jih imeti, moramo jih zahtevati. Ampak moramo se zavedati, da imamo določene dolžnosti. Dolžnosti do sebe, do družine, do družbe, države in na koncu konca do človeštva. Ker nas to uči tudi filozofija, da cela narava dela večji del za celoto, manjši del zase. No, ne nazadnje, če pogledamo mravlje ali čebele, ne? In podobne recimo take združbe posameznikov, ki pravzaprav živijo res samo za skupnost. Da, kaj pravzaprav pomeni živeti za skupnost? Tudi pogosto nas vprašajo, ali je Akropola ta, ki bo reševala ene probleme. Ne, ni. Akropola ne bo reševala nobenih problemov človeških, nobenega posameznika, mojih ne tudi, noben, ki pride, ampak na kaj usmerja Akropola in predavanje? To, da moč je v nas samih. Se pravi, iskati to notranjo moč. To notranjo moč zbuditi in s tem se rešujejo zadeve. Ne, da nam nekdo drugi od zunaj reši našo težavo, naš problem. Ker s tem smo izgubili možnost, da sami rešimo. Izgubili smo možnost, da pridobimo nekaj s tem, ko rešimo težavo in problem. Zaradi tega Akropola ne rešuje probleme. Samo usmerja, spodbuja, da človek odkrije, da vidi, kako so stari govorili o tem, ki so malo bolj poznali človeka, kot ga pozna moderna psihologija samo. Ki omejuje psihične senzacije na možganske impulze. Elektroni na eno stran, elektroni na drugo stran. In to čutim, imam voljo, ker elektroni tako trkajo. Ker je možganski impuls tak, ali elektromagnetno polje je takšno, ali spodbujam en center v možganih. To ni v skladu s tradicionalnimi učenji in mislim, ker Akropola ima tudi svoja stališča, da ni v skladu z resnico. Da je človek, s to univerzalno resnico. Univerzalno resnico človek, da je veliko globlje bitje kot samo mehanično bitje. Ki živi eno življenje in ga potem ni več. Tako. In se razbliniš in razgubiš. Mogoče, Stjepan, jaz bi še prebrala tele naslove, zelo zanimivi so od tega ciklusa, namreč s ciklusom je potrebno začeti, zato da človek pravzaprav osvoji neke osnove. Drži? Da, osnove, tukaj so osnove vezano za vzhodno modrost, Indija, Bhagavad Gita, razlagamo osnovne elemente seveda, potem je Budin življenje in učenje. Potrebno je poznati 4 plemenite resnice. Vsak človek bi moral jih poznati. In potem bi moral poznati tudi 8-členno plemenito pot. Da ve ne samo, kaj je temelj budizma, a koliko je to koristno v lastnemu življenju. Potem gremo malo na Tibet. Na Tibetu bomo se spet soočili z njihovim učenjem bolj direktni, ker pravi, da je vsak človek je lahko učenec. Oziroma, da moramo biti učenci. Moramo odkrivati, kaj smo in odkrivati ta svet. Potem gremo na Kitajsko, Konfucij, ki nam govori veliko o socialni strukturi države, o vladarju, o filozofu. Zaradi česa je to pomembno, podobno kot za Platona. Ni važen samo posameznik. Vsi smo važni. Pravi Konfucij, vsi mi smo otroci neba. Tu živimo na zemlji, ampak bi morali živeti po zakonih neba. Kaj so zakoni neba? To je zakon reda, zakon ljubezni, zakon enakosti, harmonije. Potem se gre v Egipt,
Konfucij pravi, samo družba, ki temelji na morali, je lahko stabilna in lahko traja dolgo časa. In to dobesedno vidimo v Egiptu, več kot 3000 let zgodovine. Mi danes v Evropi nekako računamo, štejemo mir 50-60 let. Tukaj imamo skoraj 3000 let z kratkimi obdobji miru, izredno dobro urejena, enostavno urejena družba, temeljena na morali. Čeprav smo se v šoli učili drugače, današnji egiptologi so totalno spremenili sliko o Egiptu. Tukaj se srečamo z učenjem in pogledom na življenje, na smrt, kaj je človek kot bitje. Soočamo se, oziroma govori se o tako imenovani negativni izpovedi. En moralni sistem. Temeljno, globoko učenje, ki je bilo dostopno vsem. Potem gre Sokrat, tema, izredna oseba, pravzaprav mejnik v zgodovini zahodne filozofije. Človek, ki nikoli ni nič zapisal, hodi okoli in pogovarja se z ljudmi. Pravi Atenci potrebujejo prijatelja, ki bo jih spodbujal na iskanje vrline. Najboljše ni človeku, da naredimo, da mu damo nekaj, ampak da mu pomagamo, da odkrije vrlino. Potem njegov učenec Platon, ona dva sta tukaj kot stebra zahodne filozofije in pravzaprav zahodno filozofijo, ki je res postavil temelje zahodne filozofije, zaradi tega eni rečejo tudi, da je zahodna filozofija po Platonu, to samo komentarje na Platona. Da. Potem gremo na stoike. Tukaj bomo se srečali z Epiktetom, človek, ki se je rodil kot suženj, a nikoli ni bil suženj. Zdaj smo v Rimu, ne? Zdaj smo v Rimu. In z druge strani Mark Aurelij, kot tisti, ki je bil na vrhu piramide, družbene piramide. Ta Mark Aurelij je imel Epikteta kot glavni življenjski zgled. In pravi, svoje življenje cesarja bi rajše zamenjal, če bi lahko živel tako, kot je živel Epiktet. Ker gre za notranje življenje, ne za zunanje funkcijo, ki jo je imel. Poglejte, potem vsi si želimo doseči lepoto, dobroto in ljubezen. In tu pravite, o tem se bo govorilo v mistiki, v filozofiji Zahoda. To je Plotin. Pri Plotinu, da. Samo 2-3 besedice. Ko govorimo o ljubezni, mi nekako ponavadi omejujemo to na čustva. V filozofiji Platon in Plotin govorijo kot o ljubezni, kot moč, ki drži cel univerzum skupaj. Tisto, kar eno so čustva naša, drugo je ljubezen. Čustva lahko odražajo ljubezen. Čustva niso ljubezen, no samo lahko odražajo, če so čiste, plemenita čustva. To moč, ki me povezuje z drugim človekom, pravi moč, ki me povezuje z naravo. Zaradi tega je tudi po Plotinu in po Platonu Eros je, kako oni pravijo, najstarejši med bogovi. Tukaj gre za Erosa kot univerzalno ljubezen, ne Erot, ki ima veze z erotiko in tako naprej. Eros, ljubezen je temelj celega obstoja. In iz tega izhaja dobrota, zaradi tega je naravno stanje, pravi, da je človek dobro bitje. Dobrota je najbolj naravno stanje. Tisti, ki niso dobri, ki ne težijo temu, ne more biti niti srečni. No, in potem je še logika zgodovine, filozofske šole. Skratka, predavanja, ki so vredna, če drugega ne, vsaj da jih človek posluša, zagotovo vsak najde nekaj zase in seveda kasneje se potem odloča, ali dejansko postane član tega društva ali ne. Mogoče samo še to, spoštovane gospe in gospodje, če želite več informacij, pojdite na spletno stran www.akropola.org. Sicer pa ima nova Akropola prostore v Ljubljani na Wolfovi 8, pa tudi v Mariboru na Tirševi 7. Mogoče še telefon v Ljubljani 01 25 11 487, če bi kdo želel natančnejše informacije.
Ta ciklus, o katerem sva se zdaj pogovarjala s predsednikom Društva Nova Akropola, Stjepanom Palajsa, se pričenja vedno znova, tako da je samo potrebno najti pravi termin, prave datume in tudi prave dneve, ki nam ustrezajo. Torej, če želite globlje spoznati sebe, si morda odgovoriti na tista vprašanja, ki jih pravzaprav ne najdemo kar tako kjerkoli, najmanj pa morda v kakšni napredni tehnologiji, tako kot sva že govorila, obiščite Novo Akropolo in morda vam bo lažje živeti tudi sami s seboj. Včasih je to zelo težko. In Stjepan, hvala lepa. Hvala, bom rekla, tudi za Novo Akropolo v Sloveniji, ki se očitno širi, zdaj ste že pognali korenine tudi v Mariboru. V imenu vseh tistih, ki ste nam pomagali, da lažje najdemo pot k sebi, pa tudi do svojega izvora ali svojih korenin, kakorkoli že hočemo to imenovati. Še naprej veliko sreče vam in Novi Akropoli. Nasvidenje. Najlepša hvala, nasvidenje.